Že med študijem sem nekako s to ljubeznijo do gora in medicine prišla do tega, da je res gorsko reševanje nekaj, kar me izpolnjuje. In v bistvu lahko s tem svojim prostovoljnim udejstvovanjem tukaj delam tisto, kar res rada delam. Pomagam ljudem na nedostopnih krajih in nekako tudi svoje te sposobnosti, ker sem se jih naučila na faksu in zdaj med delom nekako še dopolnjujem. No. Zato je to, kar mene v gorskem reševanju najbolj tako izpolnjuje. Zdi se mi, da je res pomembno, da smo tudi ženske vključene v gorsko reševanje, predvsem zaradi empatije, nekako mehkobe, ki jo dajemo našim pacientom, poškodovancem. In pravzaprav tudi v samo društveno dinamiko vnašamo mogoče malo drugačen pristop, mehkejši. In se mi zdi, da so mešane ekipe, tako kot povsod, nekako vodijo na najboljše uspehe in timsko sodelovanje. Za prihodnost gorskega reševanja se mi zdi zelo pomembno to, da navdušimo mlade, tako fante kot punce, in to že v rani mladosti, da jim nekako približamo duh prostovoljstva in hribov in jih na ta način čim bolj poskušamo vključiti v reševalne postaje. Z veseljem sem se udeležila dogodka Visit Utopija. Bilo je prav zabavno, spoznali smo se, šli smo v hribe. Sem zelo navdušena, da smo dejansko spoznali takšno osebo in si pač res zasluži ogromen poklon in pač pohvalo. Sem pa tudi zelo zadovoljna s samim dogodkom, kjer smo se sprostili, povezali in dejansko sklenili zelo lepe prijateljske vezi. Nisem sploh vedel, da so vsi gorski reševalci prostovoljci, da odrekajo v bistvu svoj prosti čas, zato da rešujejo ljudi v gorah. In sem kot prvo dobil v bistvu bom zelo bolj cenil po tej izkušnji gorske reševalce. Kako si razporedijo delo, recimo, da so v bistvu in moški so recimo v tem primeru bolj fizično, ženske pa so mogoče bolj za neke pogovore, za odpiranje nekih tem, tudi po kakšnih težkih akcijah, ki jih doživijo.